Mariborska občina je v začetku meseca napovedala, da bomo Mariborčani o enem največjih, če ne največjem občinskem projektu v zgodovini, gradnji objekta za termično izrabo odpadkov oziroma pogovorno rečeno sežigalnici, odločali na referendumu. Ta naj bi bil v nedeljo 21. junija. A se je v četrtek na seji mestnega sveta zgodil nepričakovan preobrat. Svetniki o referendumu sploh niso glasovali. Zavzeli so namreč stališče, da v tem trenutku še ni znanih dovolj informacij o vplivu projekta na zdravje in okolje, da bi lahko Mariborčani o njem odločali kvalificirano. Ne glede na to, projekt termične izrabe odpadkov v Mariboru še naprej ostaja aktualen. Podjetje Energijska izraba odpadkov Maribor EOM je namreč že v fazi pridobivanja koncesije. Že pred četrtkovo sejo mestnega sveta je Večer zato v studio na pogovor povabil zagovornika projekta, župana Sašo Arsenoviča in direktorja Snage ter EOM-a Vita Martinčiča, ter na drugi strani dva nasprotnika projekta, Fredija Magdiča iz civilne iniciative Tezno ter Jako Kranjca iz društva Ekologi brez meja in z njimi soočil argumente za in proti. Vabljeni k poslušanju. Na začetku za uvod nekaj kratkih izhodišč. Maribor se je februarja prijavil na razpis države za izbor koncesionarja za gradnjo sežigalnice. Če bo izbran, bo dobil dovoljenje za energijsko izrabo 50.000 ton komunalnih odpadkov letno za prihodnjih 30 let. Maribor lahko, ker se bo v sežigalnici energijsko izrabilo samo tiste odpadke iz gospodinjstev, ki jih ni mogoče reciklirati ali kako drugače ponovno uporabiti, sam zagotovi le slabo tretjino goriva, preostanek bo morala zagotoviti celotna vzhodna regija, torej Podravje, Prekmurje in Koroška. Projekt je trenutno ocenjen na 90,8 milijonov evrov, zaenkrat kaže, da ga bo v celoti moralo financirati mesto samo. Predvideno je, da bo EOM zagotovil 20% lastnih sredstev, za ostalo se bo najelo kredit. Investicija naj bi se povrnila skozi ceno daljinskega ogrevanja in prodane električne energije ter skozi plačila dobaviteljev odpadkov oziroma energenta. Toliko za uvod. Gospod Martinčič, po mojih informacijah je bil nedavno narejen nov korak po delitvi koncesije. Ministrstvo za okolje vam je pred 14 dnevi izdalo odločitev o priznanju sposobnosti. Z drugimi besedami, vaša vloga za koncesijo za sežig odpadkov je bila popolna. Ste torej že tik pred drugim korakom za pridobitev koncesije pogajanji. Kaj bo vsebina teh in kdaj si obetate pridobitev koncesije? No, se pravi, mi smo zdaj dobili šele stopnico za to, da lahko začnemo z strokovnimi pogajanji. To sporočilo strani ministrstva pomeni, da je ekipa, ki je delala v okviru tega projekta, zadevo dobro zastavila, da so bili vsi elaborati narejeni kakovostno, da vsi podatke, katere smo posredovali, ključno za našimi izračuni, da so korektni in da lahko recimo sedaj začnemo strokovna pogajanja z ministrstvom. Kako bodo ta strokovna pogajanja potekala oziroma kjer je časovnici, zdaj v tem trenutku zelo težko napovedati, nekako pričakujemo, da bi nekako do konca leta lahko zaključili z pogajanji. Kaj bo vsebina teh pogajanj? Vsebina teh pogajanj bo predvsem, sama način izvedbe in predvsem bo to šlo na financiranje, načine financiranja samega objekta. Tukaj imate, če se ne motim, pripombe. Država je skušala v celoti financiranje prevaliti torej na mesto oziroma na koncedenta. Koncesionarja. Ja, glejte, se pravi, samo mesto Maribor v tem trenutku pri načinu izračunavanja same gate fee, cene prevzema odpadkov ni zajeto, se pravi, v celoti naj bila cena definirana preko cene za prevzem odpadkov in to ceno določa ministrstvo in v okviru te cene so vključeni v bistvu vsi stroški, vključno od osebja do materiala, do vzdrževanja, v bistvu do kreditnih aranžmajev, stroške kapitala, v celoti je to pokrito z samo ceno prevzema, tako da govoriti recimo v tej smeri, da tu bo finančno obremenjeno mesto glede na našo prijavo v bistvu ni smiselno. Pa še nekaj bi rekel, napačno izhodišče, da samo mesto Maribor ima samo 30% odpadkov. 14 do 15 tisoč ton ima mesto Maribor samo lahke frakcije. Na drugi strani so še posebni odpadki, katerih je samo kosovnih odpadkov čez 4500 ton. Se pravi, samo mesto Maribor z 8 drugim občinam, katerim izvajamo javno gospodarsko službo, konkretno gremo polovica, mogoče malo preko
te razpisane količine za koncesijo. Zdaj, za začetek še to, še vedno ne vemo, če je lokacija pri sortirnici sploh okoljsko primerna. Postopki umeščanja v prostor namreč še niso končani. Kako daleč ste z okoljevarstvenim dovoljenjem? Glejte, glede same izbire lokacije, ta lokacija ni bila izbrana slučajno. V bistvu, imeli smo celo vrsto različnih lokacij. Zavod za urbanizem Maribor je izvedel detaljno študijo, primerjal lokacije glede na prostorske umestitev, glede na funkcionalnost, glede na varnostne pogoje, promet, možnost dostopa do energetskih plinov, sistema daljnovodnega ogrevanja, tako da iz tega je bila pač izbrana ena lokacija, v kateri v bistvu smo šli zdaj na sami razpis. Vzporedno s tem poteka umestitev te lokacije v prostor. Mestni svet je v bistvu že sprejel OPN, v katerem je lokacija opredeljena kot lokacija, kjer se izvaja sistem krožnega gospodarjenja. Mi pa pripravimo v bistvu celotne strokovne podlage, da bi s strani ministrstva pridobili pozitivno okoljsko dovoljenje in pozitivno okoljsko dovoljenje, se pravi odločbo, katera je bila pa osnova, da potem gremo v nadaljnje postopke priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki pa opredeljuje celoten center kroženja gospodarstva. Se pravi, ne samo energijska izraba odpadkov, ampak zraven v bistvu tudi mehanska biološka obdelava, sušenje blata iz biološke čistilne naprave, selitev snage na novo lokacijo in v bistvu tudi pripadajoče skladiščne prostore za normalno manipulacijo, in kar nenazadnje v bistvu tudi zelo pomembno, z to lokacijo bo Maribor tudi dobil nov celovit sodoben zbirni center za odpadke. Gospod župan, projekt sežigalnice je, kot vidimo, že zelo daleč. Zakaj ste se odločili referendum razpisati šele zdaj? Zakaj ne denimo že lani? Občina namreč je že dolgo vedela, da želi po tej poti, a takrat v projekt vendarle še ni bilo vloženega toliko denarja in truda. Točno zaradi tega, ker smo zdaj na točki, ko smo bili uspešni na razpisu in od zdaj naprej bomo začeli delati relativno velike stroške, po drugi strani pa gre za strateški dogovor, ki je potreben v mestu, da to, kar zdaj že dolgo počnemo in govorimo, da so moji odpadki moja skrb na eni strani, da se tega tudi zavedamo, da sedaj tisto, kar ne uspemo reciklirati, pač en del odpadkov ostane, danes vozimo nekam, kjer drugi delajo iz tega toploto in elektriko in sami imamo zelo veliko energetsko tveganje, kar vidimo tudi pri vseh vojnah, ki so se v zadnjem času žal zgodile. Najprej ni bilo plina, sedaj grozi, da ne bo nafte, mi teh virov nimamo, povzročamo pa z našim življenjem, na mojo žalost, pač smeti, ki lahko imajo energetsko vrednost, in potem je prav, da to breme sami tudi prevzamemo. Ker pa smo zdaj seveda počeli stvari, da smo se sploh lahko prijavili, od zdaj naprej pa bi si jaz želel, da bi mesto se zavedalo te naše odgovornosti, tako do okolja širše gledano, ker ti odpadki vsekakor nekam grejo, zdaj lahko vozimo najprej, pa jih potem nekdo skuri, pa se ceneje greje, ali pa to naredimo v lastnem okolju. Tudi lokacija je bila zbrana takšna, ki je dobro prevetrena, namestili smo dodatne naprave in jaz mislim, da je danes čas, to, kar sem obljubljal že pred 2 leti, da bomo v nekem trenutku prav gotovo šli na referendum, ker je to tako velika stvar, kjer si želim, da bi večina prebivalstva to priložnost razumela in jo tudi podprla. Ampak zakaj se zdaj z referendumom tako mudi, ne? 2 meseca je samo časa, vemo, da je civilna družba nehomogena, v bistvu ste jim s tem, ko ste postavili tako kratek čas, precej zvezali roke, da se organizira, medtem ko sami na drugi strani imate za sabo strokovne službe občine, strokovne službe v javnem holdingu, v bistvu ste angažirali pristop, ne? Aha, to je zdaj pač lose-lose kombinacija, ne? Če organiziraš referendum je narobe, ker si ga naredil hitro, če ga ne bi naredil, bi rekel, da si netransparenten, pač vem, imeli smo tudi mi na vagi ja ali ne in smo rekli, raje gremo sami, da nam ne bi
nekdo komorkoli očital, predvsem strokovnjakom, ki so na tem delu delali, tako univerzam, ekonomskim inštitutom, zaposlenim v naših podjetjih, širši sliki, kot rečeno, da si želimo imeti samo skrbno mesto, ki prevzema pa tudi določena tveganja in odgovornosti, smo rekli, dajmo za to mesto vprašati. Moj mandat je do novembra, pomeni, da je zdaj skrajni čas, glede na to, da se vlak že vozi, da mesto temu reče, da. Zdaj, da pot do sežigalnice, kot ste ubrali, ni čisto prava, opozarja tudi strokovna javnost. Dr. Črt Poglajen, strokovnjak za strateško komuniciranje pri zelenem prehodu, recimo opozarja, da bi morala razprava o sežigalnici, če bi občina resnično želela strukturirano debato, kateri cilj bi bil, kako skupaj priti do sežigalnice, da bi ta bila sprejemljiva za vse, trajati najmanj pol leta. Zdaj pa se nas postavili v položaj, ko se bo razprava odvijala predvsem na nivoju za ali proti, tu pa argumenti pogosto ne štejejo, ne? Mislim, da se te sežigalnice nismo spomnili včeraj, da o njej govorimo in jo umeščamo v prostor in kupujemo zemljišča in OPN je bil sprejet, da vse stvari do sedaj so bile peljane maksimalno transparentno in tudi bomo vključili širšo javnost v to skupino delovno, ki se bomo o tem pogovarjali. Jaz upam, da bomo skupaj našli rešitve, ki bodo kljub temu, da je nekaj minusov prav gotovo na eni strani, torej če bi zdaj mene osebno nekdo vprašal, jaz bi najbolj vesel, če bi bil že župan Celja ali pa Kopenhagna ali pa Dunaja, kjer to že imajo in to samo po sebi umevno, enako kot je pri nas čistilna naprava za blato. Danes pač moramo iti skozi ta proces, da bodo ljudje razumeli, da to za okolje ne bo tako škodljivo, kot je današnje stanje škodljivo za vsemi samovžigi, za odlaganjem in za vožnjami teh istih odpadkov v našo neposredno bližino, kjer se prav tako skurja. Zdaj, kateri odstotek podpore na referendumu bi za vas bil zadosten? 51% za, je torej to zelena luč za gradnjo sežigalnice? Več? Nisem razmišljal o takšnih odstotkih, ne vem, jaz upam, da bo predvsem je najbolj pomembno, da smo to debato še bolj transparentno odprli, da se bomo lahko o tem pogovarjali in da bo vsi imeli priložnost izraziti svoje mnenje, tako tisti, ki v ta proces dvomijo, kot tisti, ki so za, in potem bomo videli, kaj bodo rekli občani in občanke. Gospod Magdič, vi opozarjate, da se je občina na razpis za koncesijo za sežigalnico prijavila brez javne razprave. Je z razpisom referenduma zdaj zadostila nekim demokratičnim standardom, ste s tem zadovoljni? Ja, kot ste že prej omenili, čeprav se župan s tem ne strinja, časa za razpravo skoraj da ni, ne? Danes je 20. april, sploh ne vem, kako lahko že govorite o tem, da referendum bo 21. junija, če še to mora mestni svet potrditi, ne. Torej, župan ve, da bo mestni svet to potrdil. Ne, župan tega ne ve, župan kot vedno samo predlaga. Pa ne morete reči, da referendum bo 21. junija. Ne? Druga stvar pa je, če hočemo mi imeti odprto razpravo, potem mora to biti res odprta razprava in mora to trajati nekaj časa, ne. In ne morete vi prej zapraviti, ne vem, 1, 2, 3, pa potem reči, zdaj pa se dajmo o tem pogovarjati, ne. To ne gre enostavno, da ne. Samo malo, da ne bi, ne take stvari, dajmo se realno pogovarjati. Zaenkrat ni bilo zapravljenega nobenega 1, 2 ali 3, niti enega je tu ni bil zapravljen. Pa povejte, koliko je bilo zdaj zapravljeno za sežigalnice? Bomo dali, mogoče imamo tudi te, zaenkrat so bili ti zneski tako rekoč, glede na velikost investicije in na našo odgovornost sedaj tukaj živečih, ali bomo to breme prevzeli nase, minimalni. Torej, ne govorimo v 7-mestnih številkah. Zdaj meni je eno minimalno eno, za vas je lahko drugo, ne. To zdaj ni tako enostavno, ne. Tudi referendum bo kar precej stal, ne. Saj vsi vemo, veste saj koliko bo referendum stal? Ja, okrog 60,000 evrov. 60,000 evrov. Ok, super. Mogoče se jaz tule samo klopim, glede samih stroškov. Mi smo vse stroške, kateri so bili povezani z prijavo na razpis, javno razkrili pri vprašanjih na spletni strani EOMA. Se pravi, na prijavi razpis je bilo do zdaj za študije in analize brali 185,210 evrov, kateri je napovedano točno vse študije, katere so bile narejene in v bistvu koliko so plačali, ne. Sporedno s tem je pa v bistvu tudi umeščanje
je v prostoru, se pravi pripravi OPPN-ja. Pri pripravi OPPN-ja to pa ne pomeni samo energijska izraba odpadkov. V okviru OPPN-ja se pravi imamo center krožnega gospodarstva. V okviru tega je bilo pa zato je bilo treba narediti tudi okoljsko pripravo za okoljsko poročilo, najrazličnejše študije, celovita presoja vplivov na okolje, je bilo pa do zdaj porabljenih 191.884 evrov. Pravim, v bistvu ti podatki so javni, ti podatki so dostopni tako kot večina teh odgovorov na vprašanja, katera so nam poslali v bistvu prebivalci, tako da so zadeve transparentne. In tudi še nekaj, glejte, eno je referendum, se pravi, ali so ljudje pripravljeni sprejeti strokovno odločitev, ker strokovno nedvomno, da v bistvu Maribor z okolico taki projekt absolutno potrebuje, zato da lahko mi nadaljujemo z naslednji postopki. In v bistvu v tem času do referenduma bi mogli predvsem razčistiti v bistvu strokovna vprašanja, in ne zaiti v sociološke sfere. Imamo potem pa še, v bistvu, ko bo pozitivna odločba Ministrstva za okolje, prostor in energijo, se pravi na okoljsko poročilo, takrat gre pa mestna občina po zakonu, v bistvu gre pa v javno razgrnitev in v času javne razgrnitve bo imeli pa vsi že v bistvu ogromno informacij, da bomo lahko kakovostno v bistvu razpravljali o tem vprašanju. In potem, ko je pa enkrat javna razgrnitev zaključena, ko je pa OPPN sprejet, takrat je v bistvu tudi v glavnem izčrpane v bistvu te možnosti za diskusije in same pripombe. Ampak ta referendum v bistvu še ni končna stopnja. Gospod Krajnc, vi pravite, da je sežig odpadkov v bistvu priznanje poraza pri reševanju odpadkovne problematike. Ampak na koncu bo zmeraj neka določena količina odpadkov, ki jih ne bo mogoče ne ponovno uporabiti, ne reciklirati, nekako drugače torej uporabiti. In po evropski zakonodaji je tisti del teh odpadkov, ki ga je mogoče termično izrabiti, termično tudi treba izrabiti. Druge alternative v skladu z evropskimi direktivami in zakonodajo v bistvu ni. No, dejansko bi lahko tudi odlagali te odpadke v Sloveniji, ker imamo omejitev pri... Ne, po zakonodaji ne. V bistvu evropska direktiva pravi, da tiste odpadke, ki se jih da termično izrabiti, je nujno potrebno tudi termično izrabiti. No, ampak to direktive so samo smernice, stvar prenosa v posamezno državo članico, ko zakonodaja naprej. Ampak se pravi, pri nas imamo omejitev odlaganja na, mislim, da 6000 kilojulov na tono, ampak ja, vprašanje je bilo, kaj s tem, ki vedno nastaja. Ampak v osnovi se strinjam, seveda del odpadkov je takih, ki bo vedno nastal in mogoče trenutno nimamo za njih še rešitev. Ampak trenutno smo v situaciji, ko imamo še velik del odpadkov, ki je reciklabilen, ki ima še osnovno vrednost, ki jih še lahko izločimo tudi potem, ko že končajo v mešanih komunalnih odpadkih. Torej, goriva v resnici ni potrebno, da toliko je, kolikor je predvideno. Je pa težava v tem, da nimamo vzpostavljenih trgov sekundarnih surovin, da vsi reciklerji pri nas tudi imajo izzive s tem, da so cene njihovih izdelkov ali pa že samega materiala ponavadi višje od, naprimer, na novo narejene plastike. To, da bomo sežigali večino nekih tekstilnih odpadkov, bi moglo nam odpirati oči. Zdaj, če vas jaz prav razumem, je torej v tem gorivu bi naj bili tudi reciklabilni odpadki, čeprav jih ne bi smelo biti. Seveda, tudi imamo, naprimer, če govorimo o dragih investicijah, če primerjamo z investicijo v boljšo posortiranje odpadkov za izločevanje, kot naprimer zdaj kovine že izločamo iz stoka mešanih komunalnih odpadkov, ker je to enostavno. Ampak lahko ločujemo ven še vedno tudi izločenih branih posamezne polimere in je to, ne vem, mogoče 250 evrov na tono instalirane kapacitete, strošek napram skoraj 2000 pri sežigalnici. Lahko na ta način po eni strani izločamo še vredne stvari in jih prodajamo naprej na trgu prečiščene. Kako odgovarjate na to, gospod Martinčič, da boste zagotovili, da ne bo reciklabilnih odpadkov v gorivu za sežigalnico? Jaz bi to primerjal našo situacijo z Evropo. Se pravi, v Sloveniji je izredno razvit sistem ločenega zbiranja odpadkov. Druga zadeva pa je v Sloveniji izredno rigorozen sistem mehanske obdelave odpadkov.
In recimo, ko smo mi gledali na referenčnih objektih v tujini, praviloma cela črna kanta gre direktno v energijsko izrabo, na drugi strani pa pri nas mora iti mehansko obdelavo, biološko obdelavo in v bistvu v okviru mehanske obdelave lahko gremo na pogled, saj mi bomo naredili v bistvu tale pot odpadkov, v bistvu ogled naše sortirnice. Vidite, da naše sortirnice se izloča preko 20 različnih vrst materialov. In zato, da ne je bilo to prepuščeno samo izvajalcem, je v bistvu tudi skozi redbo in tudi skozi v bistvu razmišljanje pa direktive Ministrstva za okolje in prostor, v bistvu osnovno pričakovanje pa zahteva, se pravi, da ta lahka frakcija, katera bo del državne javne gospodarske službe, bo imela zahtevo za konstanten padec energijske vrednosti. Se pravi, preko vhodnega parametra za energijsko vrednost bo ministrstvo prisiljevalo v bistvu center za ravnanje odpadkov, da bo bilo vedno bolj kakovostno sortiranje, ker drugače ne bo imel vhodnih kvalitet za energijsko izrabo odpadkov. Zdaj v Društvu Ekologi brez meja opozarjate tudi, da bi morali pred vsako razpravo o sežigalnicah najprej govoriti o preprečevanju nastajanja odpadkov. Da to drži, kaže statistični podatki. Leta 2002 smo v Sloveniji ustvarili 426 kg odpadkov na prebivalca, danes jih že 518. Ne. Ta debata nas vse v prihodnosti definitivno čaka, ampak problem imamo pa vendarle zdaj tu in zdaj. Ne. Sloveniji gospodinjstva letno ustvari okrog 700 000 ton komunalnih odpadkov, okrog 65% jih recikliramo, ostane dobrih 200 000 ton, ki jih zdaj, ker nimamo sežigalnice, izvažamo. Ne? Kak je vaš predlog? Kak reši ta problem, ki ga imamo zdaj in ne enkrat v prihodnje, ne enkrat v prihodnosti? No, presenetljivo je to, da dejansko količina odpadkov zelo počasi trenutno raste. V zadnjih 5 let smo imeli stabilne količine, ampak za trenutno rešitev ni nobene hipne rešitev, tako da sežigalnica ni hipna rešitev, ker bo trajalo 5-7 let, da se postavi. Tako da v tem času lahko delamo na vseh teh preventivnih ukrepih, na večjem izločanju, boljšem ločevanju. Imamo primere iz sosednje Italije, kjer stopnja ločenega zbiranja izvorov doseže tudi do 90%, kjer več kot polovico odpadkov izločijo iz mešane frakcije ven in podobno. Tako da lahko začnemo delati na tem zmanjševanju, ta čas pa mogoče tudi skozi gospodarsko diplomacijo se ga zagotovimo neke bolj dolgotrajne pogodbe v tujini, ker je glavni problem trenutno pri izvozu je ta negotovost in z vidika finančnosti, mislim, z vidika cen in z vidika sploh možnosti prevzema. Ampak poskusi tega so že bili, ministrstvo je to že večkrat poskusilo, pa bilo pri tem neuspešno, ne? Zadnji poskus je bil v slovenščini, sploh ni šlo naprej v tujino, kakor sem razumel, so iskali ne neposredne stike, ampak nekoga, ki bi vse prevzel. Upravi cel poseb, vse razumem, z ministrstva je mogoče lažje tako, da nekdo drug vse prevzame, ampak En je bil ta poskus ministrstva, da zagotovi na razpisu enega prevzemnika za vse te odpadke, drugi pa preko ambasad so neposredno kontaktirali sežigalnice, pa bili neuspešni. Ne? Ampak zdaj, če pogledamo, za razliko od Ljubljane, verjetno tamkajšnji primer boljše poznate, ne, so v javnem holdingu Maribor vse transparentni. Ne? Na spletni strani so tako nedavno objavili številne raziskave in elaborate od utemeljitve izbora lokacije projektiranih mejnih vrednosti onesnaževal do projektirane energetske učinkovitosti objekta. Teh podatkov za Ljubljano ni mogoče dobiti. Ali to, vse kar se Maribora tiče, kar zmanjšuje vaše skrbi, oba? Tukaj, da je zelo transparentno, da so vsi podatki objavljeni, projektirane vrednosti. Z vidika neke transparentnosti pa vključevanja javnosti je to ključno, z tega vidika lahko pohvalim iniciativo. Seveda pa odpira po svoje nova vprašanja, ker imaš dostop do več podatkov, po drugi strani pa tudi, ne vem, en glavnih skrbi, ki imamo glede sežiga odpadkov, so zdravstvene skrbi. Zato je tudi zdravniška zbornica tako aktivna, tako proti vsemu skupaj. In naprimer, tale merilna postaja, ki je zdaj postavljena na mestu še pred tem, je dobrodošla, ampak v resnici ne meri tega, kar nas najbolj skrbi. To so dioksini, furani in neka trajna onesnaževala, poleg takšnih delcev seveda pa so v merjenje. Z tega vidika nam ne koristi toliko, kot se mogoče zdi. Je transparentno, so koristni podatki tudi za drugo prostorsko načrtovanje, pa za stanje okolja. Ampak imeli pa bomo neko primerjavo, ne?
če bo Zagotovo. enkrat prišlo do Zagotovo, ampak samo za tiste parametre, ki jih se merijo. Ne? Gospod Magdič? Ja, sej, fajn je, če mi nekaj vidimo, ne? Ampak tako, kot je že gospod povedal, to se meri zdaj, ne? Tu pa se zdaj ne meri. Že zdaj so velike obremenitve zraka tam s trdnimi delci, ne? Večkrat je rdeče pa rumeno, ne? Če to pogledamo, to je eno, ne? Tako danes. Zdaj pa si vi zamislite, dodamo še delovanje sežigalnice, pa dodamo kamionski promet, ki se bo močno povečal z delovanjem sežigalnice, ker treba bo odpadke privažati tja in jih tudi odvažati. Ker tam nastane pa tudi nekaj ostanek. Ne? Tu mi vsega nek pepel ostane, žlindar ostane, saje ostane, a to je spet treba tam nekam dati. Ne? In kaj se mi bojimo? Da tam nastane, da bo taj poleg vseh teh nateznov tam na tem področju, kjer imamo že surovino, pa imamo Snago, pa imamo Saubermacher, pa imamo še Dinos. Zdaj še bomo postavili sežigalnico in bomo še eno smetišče tam veliko naredili, ne? In to enkrat, ne, tak kozarec gre samo do neke mere napolniti, to pa gre prek. Ne? Gospod župan? Jaz pa ravno to vidim kot rešitev. Vse to našteto že tam je in to vse našteto ima svoje dovoljenje in bo tam še sigurno desetletja. Mi imamo pa na drugi strani svoje vire, ki bi jih lahko tja preselili in bi v resnici ta kozarec malo zmanjšali, kar se tiče onesnaženosti, in bi si pa povečali lastno oskrbo z jasno ceno naprej, tako toplote in proizvajali bi še elektriko. Se pravi, pa poleg tega, če bi se to vse skupaj zgodilo in če prije ta celotna investicija, se bo prav gotovo to celotno okolje razvilo tako, da bomo mi potem ponosno kazali, tako kot smo mi bili na ogledih drugih sežigalnic, ki so javno odprte, kjer imajo redne obiske tako vrtcev, šol. To je pač en obrat, ki proizvaja toploto in elektriko iz smeti, da jih ne gledaš, da ni samo vžigal in nas dela bolj dolgoročno, bolj sigurno bolj trajnostne. Razen, če tukaj velja pravila, jaz sem za sežigalnico samo ne pri meni, ampak te smeti proizvedemo mi, torej v regiji. Pa če rečemo, da je problem, da bo tudi Pomurci pa Korošci, da bomo rešili problem, mislim, da je Slovenija tako malo, da smo lahko tukaj toliko široki, da tu pogledamo malo čez plot. Gospod župan, vaš argument za gradnjo sežigalnice je, da smo zdaj pri predelavi in izrabi odpadkov v celoti odvisni od tujine in s tem tudi ocenki nam jih narekujejo prevzemniki. Še leta 2024 je prevzem tone odpadkov stal 115 €, zdaj ste pri 214 € na zadnje. Ampak a je sežigalnica edini možen odgovor ali pa imate scenarij B, recimo, če ta na referendumu pade? Če ta na referendumu pade, pomeni, da mesto ni prevzelo odgovornosti za nekaj, kar je lahko zračunati, koliko nas bo nekaj v naslednjih 20 letih stalo, ampak da smo rekli, ok, nam je vseeno, koliko bo stalo, tudi nam je vseeno, če bo samo vžigi, mi ne rajmo cenejše toplote, mi ne rajmo elektrike. To je zavajanje, ne? Ni zavajanje, to je dejstvo. Vi zdaj tukaj strašite ljudi z samo vžigi, ne? Ne, Mi na tezno za samo vžigi živimo že 20 let. Pa si jih še vedno želite? Ne, si jih ne želimo. Torej, S tem samožigom je pa pripomogla občina. Ne? Smo mi o tem že debatirali, pa ste rekli, da to vas ne zanima. tega si nisem rekel. Ja, ste, ne? Dobro, zdaj dejstvo je, da je do vžigov prihajalo zaradi tega, ker so se odpadki pri nas kopičili, potem ko so jih sežigalnice v Avstriji po poplavah zavrnili in ko je Slovenska zaprla meje. Ampak zdaj, če se vrnemo k temu vprašanju, a imamo plan B, če sežigalnica pade? Ste pripravili neke strokovne rešitve, stari, vi ste strokovna služba, kaj potem? Ali pa že vnaprej imamo A, B, pa da se lahko odločamo? B imamo že zdaj. Glejte, normalno, da obstaja več različnih scenarijev, ampak prvo, kaj je tudi strokovno najbolj temeljeno, da v bistvu odpadki so naša skrb, v bistvu zdaj odpadke poskrbimo v naši občini. Rezervne variante so pač potem, da bomo iskali prevzemnike, tako je zdaj delano preko javnih razpisov. Tisto, kar pa je tudi tveganje, se pravi, da so v bistvu tudi evropske smernice take, da ne vsaka država poskrbi za svoje odpadke in ko se začnejo počasi določene države zapirati, druge države to izkoriščajo, cena
cena v bistvu teh prezema, teh odpadka, katerih pa ne moremo predelati tu v Sloveniji. In ne deponirati. In jih ne deponirati, pa rasle. In tudi pri sami deponaciji deponiral, bi rekel, veliko tveganje. Ne? Tudi pri samem deponiranju se v bistvu ta energetska vrednost, ti odpadki razpada in se spročajo plini, kar tudi v bistvu negativno vpliva na samo okolje. 30 let po zaprtju odlagališča še vedno moramo izvajati monitoringe, meriti emisije različnih plinov. Mi v Dogoša smo imeli kogeneracijsko napravo, zdaj smo jo prestavili na Pobrežje, ker dejansko preko kompliciranega cevnega sistema zajemamo te pline in v bistvu iz tega proizvajamo električno energijo, ampak dejansko deponiranje je v bistvu samo ena od začasnih možnosti, ki je poceni, ne, ampak na drugi strani tudi okoljsko precej sporno. Torej, ampak, če smem dodati, zbiral se je odlagališčni plin, torej večinoma metan, ki je nastajal zaradi tega, ker smo odlagali nestabilizirane biološke odpadke, česar pa od 2010 ne delamo več. Ne. Ja, ampak še vseeno, se pravi, tale metan se sproča in tisto, kar je še pomembnejše, načrti ministra za okolje, prostor in energijo, v bistvu, da koncesije za deponije naj bi se stekle leta 2032 in veliko vprašanje, kolikšni meri bodo v bistvu sploh možnosti za nadaljnje delovanje teh deponij. Kar v bistvu ne samo nam, Maribor že leta nima deponije in mora celovito obdelovati pa skrbeti za odpadke. Ne. Naše sosednji centri za ravnanje odpadkov v bistvu imajo pa vsi deponije, ne. In ko teh deponije ne bo, v bistvu bo energijska izraba odpadkov tudi za njih edina možna rešitev. Zdaj, plana B torej vidimo nimamo. Ne. Po izgradnji sežigalnice bi morala torej pasti tako cena ravnanja z odpadki, pravite, kot tudi cena daljinskega ogrevanja. Ne? Zdaj namreč za prevzem odpadkov plačujemo, po izgradnji bi z njimi služili, hkrati zdaj kupujemo energente, z odpadki pa bi po izgradnji sežigalnice zagotovili kar 60% vse proizvedene toplote. Za koliko se bo torej pocenilo ravnanje z odpadki in za koliko daljinsko ogrevanje v primeru, da zgradimo sežigalnico, gospod župan? Glede odpadkov je prosim gospoda direktorja. Ravnanje. Ja, pri prijavi na razpis za koncesijo smo izračunali, da naj bil gate fee za ceno prevzema lahke frakcije 196 €, v tem trenutku je 214, kosovne odpadke v bistvu dajemo prevzemniku po 228 € za tono, s tem pa, da dejansko glavnina te cene je v bistvu povezana z pokritjem finančnih stroškov, v bistvu potem bi naj se pa ta cena z leti sniževala. Ne. Kot primer bi pa rekel, če gremo samo na cene, ne, se pravi, kot je župan že prej omenil, Celje je šlo 15-17 let nazaj v energijsko izrabo odpadkov in če gledamo po cenikih toplotne energije, Celje ima pač najcenejšo toplotno energijo v Sloveniji. Ne. Pa še eno zadevo bi tu poudaril. Glejte, mi v samem projektu postopamo celovito. Se pravi, ne gre tu samo za energijsko izrabo odpadkov. Zato, da koristno izrabimo to odpadke, mi bomo sušili blato iz biološke čistilne naprave, kaj je en velik preskok ekonomiki poslovanja. Drugo, kar pa je v skladno z razvojem toplovodnega sistema v Mestni občini Maribor, se predvideva širitev daljnovoda, se pa 14 km dodatnega daljnovoda, kar naj bi bilo 23 gigavatnih ur dodatne toplotne energije. To je približno 25% trenutnih toplotnih kapacitet se v bistvu povečalo. S tem bomo izločili individualna kurišča, druga nekontrolirana kurišča, se pa imamo ogromno kotlovnice na kurilno olje, zmanjšali bomo emisijo CO2 na leto, v bistvu ta elaborat je naredil fakulteta za energetiko Maribor za 5000 ton na leto. Emisijski faktor CO2 se bo znižal iz 0,18 na 0,11 kg na tono. To so znani podatki, se ne gremo mi samo za to, da bomo energijsko izrabljali, da bomo stroškovno učinkoviti, ampak enostavno, da bomo nekaj tudi narediti pozitivnega za okolje. Zdaj, se pravi, samo ne daljnovod, gospod je vedno mislim, ali vročevod, torej razširili bi potem omrežje in bi več ljudi lahko na to priklopili in, kar je zelo pomembno,
lahko bi seveda potem tudi na dolgi rok, to pa je seveda odvisno malo od virov financiranja in od obrestne mere in dolžine financiranja, upam, da bi šli tu na 30 let v tem in z nizko obrestno mero, da bi potem lahko tudi cena za sedanje uporabnike bila nižja. Se pravi, iz vidika župana, strateško gledano, bi mi iz enega problema, ki ga sedaj za smetmi imamo, vsaj tega problema ne imeli, bi se pravzaprav odzvali na državno gospodarsko javno službo in bi za ta del Slovenije poskrbeli za v resnici, če gremo na pluse pa minuse, dolgoročno bolj čist zrak, imeli bi tukaj proizvedeno elektriko in to neodvisno, ker smeti vedno proizvajamo, žal jih proizvajamo vedno več, trendi grejo gor, grejo, pač po svetu grejo, če bomo za mi edini otok, ampak tudi to, kar sedaj delamo, jih je dovolj za to, da imamo z njimi problem. Če mi ne bi imeli problema s smetmi, ne bi sploh o tem razmišljali, to želim da čas povedati. Če bi bile sežigalnice rešitev tega problema, zakaj ne bi se po svetu postavilo na 1000 sežigalnic, pa smo problem rešili v 7 letih, a ti opepek ni več smeti. Točno, to je zelo dobro izhodišče. 54 sežigalnic v severni in zahodni Evropi in nobenemu ne prihaja na pamet, da bi jih zapiral in se ima prav fajn z njimi. Tu se tudi zapirajo. Seveda se zapirajo. Se zapirajo. Pa jim primanjkuje goriva, pa so problemi z gorivom. Tam, kjer smo mi. Vi ste bili samo na Dunaju, pa še Dunaj se bo počasi zaprl, se boste sami videli. Problem je tudi v tem, vi tukaj govorite, vse upamo, da bomo dobili kredit, upamo, da bo to na 30 let, vi teh podatkov nimate. Upamo, da bo nizka obrestna mera. Kako lahko vi danes, ko gre vse v luft, govorite o nizkih obrestnih merah? Nemogoče. Nemogoče. Evropska banka za razvoj pa za vse to ne sme več financirati takih projektov, kot je sežigalnica. Sežigalnice bo v prihodnosti plačevale emisijske kupone. O tem sploh ne govorite, da bo to podražilo delovanje sežigalnice. Kaj se bo zgodilo? Direktive so, da se morajo plastika, pa da se mora vse to zmanjšati. Začeli so z malenkostmi, to pomeni plastika za enkratno uporabo. Gre ven. Vse, tudi te embalaže, ki so zdaj tako velike, pa je notri taka mala flaška, se bojo morale zmanjšati. Torej že zdaj se manjšajo odpadki, pa še bojo se zmanjšali. Koliko pa raste dostava na dom in kako ta dostava na dom pride? Verjetno ne v tistem, kar si mi želimo, da bi šel za svojim steklenim kozarcem. Tudi to bo treba spremeniti. Prejšnjega odavne, kar jaz počnem, pa ne znam ene tudi danes, tudi v tem se gre, da bi se morali različne tovarne, ki zdaj nekaj proizvajajo, da bo treba iti nazaj, da bo spet tako, kot je prej bilo, ko si vzel flašo od Radenske, pa si mogel vrniti nazaj, pa se morali še enkrat uporabiti. To vemo, da zahteva živim tako, potrošnikov in to bo trajalo. Mi pa govorimo za to obdobje. Imate prav, na dolgi rok verjetno bo EU šla v tej smer, ampak 30 let pa tudi ni prav verjetno, da bomo začeli na ta način tako. Samo tukaj še prej se bo to zgodilo. Tu pa zdaj obstaja druga nevarnost. Ko začne primanjkovati odpadkov, ki so zdaj strogo določeni za sežiganje, potem boste začeli jemati notri za gorenje, ker boste rekli na IEM-u, mi rabimo odpadke, pa bomo kurili tudi tisto, kar bi lahko ponovno uporabili. Ampak zakonodaja pravi, da ne. V bistvu ne, koncesija pravi, da se lahko sežiga samo... Gospod Celan, koliko zakonov smo mi že... Skratka, vi se bojite, da se bo kršilo zakone in pa... Seveda se bo. No, jaz mogoče se še pločim, gledajte, v našem primeru Slovenija je edina država, kjer je Zoredo pisala, da je bistvo energijskih odpadkov državna javna gospodarska služba. Kar pomeni, da ceno določa država, pogoje delovanja določa država in v bistvu noj objekt se bo mogel držati najstrožjih regulativ tudi glede emisij onesnaževal v okolje. Glede samega količine odpadkov. Slovenija ni neki, tako kot rekel župan, neki otok nekje. Če pri nas v tem trenutku imamo okvirno okoli 500 kg odpadkov na prebivalstva, z dvigom BDP-ja, z dvigom kakovosti življenja, vedno gremo bolj proti zahodnji Evropi, Nizozemska ima 1200.
Ne, ostale države imajo 700, 800. Ne. Tudi ministrstvo predvideva bistveno povečevanje količin odpadkov, s tem pa, do leta 35. s tem pa da na drugi strani pa dajo veliko energije v tem, da se bo pospešilo kvaliteta ločevanja odpadkov, sortiranja odpadkov. Ne? In vse to, kar govorite o različnih embalažah, pa flačkah, pa separacije, mi v Sloveniji imamo izredno kvalitetni sistem ločenega zbiranja odpadkov, ki se neprestano izboljšuje, tudi sama kvaliteta oziroma samo šolanje potrošnikov. Naši palci v Sloveniji je šlo že mimo. Se pravi, mi smo že vsi navajeni, da ločeno zbiramo odpadke in to smo v Sloveniji precej uspešni. Ne? Se pravi, še enkrat pa odpadkov v tem trenutku je v Sloveniji dovolj. In tudi, če bi se kadarkoli zmanjšala količina odpadkov, takrat se bo zmanjšala tudi amortizacija, se pravi, obrat nima skrbi za normalno delovanje. Mi se v tem trenutku pogovarjamo o lahki frakciji, pogovarjamo se o kosovnih odpadkih, pogovarjamo se o takih odpadkih, kateri niso več reciklabirni. Se pravi, nekateri odpadki ga lahko 3-4 obrneš, potem priješ do neke stopnje, katere več ne moreš. Ne? Da ne govorimo naprej, da imamo ogromno odpadnega lesa, katerega sploh še nismo šteli. To so lakirane, emalirane, različne vrste obdelave lesa, kateri ne sme iti na normalni sežig, nadaljnjo obdelavo. Vse to je potencial, da se lahko predeluje v planiranje, projektiranje in obratno energijsko izrabo. Če zdaj vsi govorimo o predvidevanjih, vi pač vidite prihodnost drugačno, vi pa pač po svoje, ne? Lahko to samo se malo popem. Se pravi, mi imamo resničnih problemov, kar se tiče v Mariboru, mestu in regiji Maribor, pa sploh severni Sloveniji, toliko drugih. Predvsem, kar se tiče mladih, odliva možganov, dodane vrednosti v gospodarstvu, nadoknaditi razvojni zaostanek za zahodno Slovenijo, izpostavljenost vedno bolj razvitemu Gradcu in mobilnost, to, ki skrbi, da če bi mi imeli pred seboj res krivuljo padajočo, bi rekli, ok, zdaj pa zdržimo še 10-15 let, pa tudi če bo šlo prevzemi z 200 na 500 evrov, pa to zmultipliciramo, rečemo, ok, to nas bo v maksimalnem primeru stalo, x milijonov kot skupnost in bi potem res vedeli, da bomo prišli do tega, kar bi se jaz tudi želel, da jih pač ne bi bilo teh, ki jih ne moreš več reciklirati, potem se mi tega sigurno ne šli, ampak večja verjetnost je, da bomo imeli vsaj toliko kot danes in danes imamo pač problem, ki ga rešujemo na okoljsko neprijazen način. Pa še ni smart, ker mi te energije ne izkoristimo zase, imamo pa vroče vodno mreže. Še mogoče bi imeli manjši motiv, če mi ne bi imeli tretjine prebivalcev, že priklopljenih pa še gospodarskih družb, pa javnih ustanov na vroče vodno mreže. Se pravi, približno 40,000 ljudi, gospodinstev, če bi oni vsi imeli svoje, ne vem, geotermiko, toplotne črpalke, da mi se s tem ne bi rabili ukvarjati, njim zagotavljati toplote ali morda, upam, da ne zdaj še čez 20 let pri podnebnih spremembah še hladu, ja, potem bi tudi ta motiv bil nižji. Ampak mi imamo ta odjem in odgovornost na drugi strani, da moramo za te ljudi poskrbeti, da bo imeli neko predvidljivo ceno. In če danes kaže matematika, ta predvidljiva cena v hodoče z to napravo nižja od današnje, potem smo mi zmagali. Ko imamo enkrat odpadek, imamo v vsakem primeru težave. Zato je nepomembno samo to, kako mi ločujemo, tudi kakšne izdelke sploh dajo proizvajalci na trg, ampak z vidika ekonomike, glede na to, da gre za 30-letne investicije, dolgoročne projekte, je velika verjetnost, da bo to nasedla naložba, glede na vse, kar se dogaja po svetu. In to je del teh skrbi, ki imamo. Tudi investicijsko, če gledamo, mogoče zato, ker je vključeno še dodatno sušenje, pa te zadeve, strošek na tono je zelo, zelo visok investicijski napram druge v tujini. Ampak bolj, če razmišljamo, v redu, en problem je zagotavljanje toplote za Mariborčane, ne? Pa ne, če je problem nizka konkurenčnost, pa bi lahko to na kakšen drugi način zagotavljali. Sta to dve ločeni zadeve. Prej smo se pogovarjali o umetni inteligenci, če postavimo en velik podatkovni center, je njihov glavni problem, kaj se znaviti toplote. Odlično.
točno na tem delamo z državo in sem hvaležen, da je ta podatkovni center in tovarna umetne inteligence tukaj. In smo v dogovorih, da bomo to odpadno toploto od Dravskih elektrarn peljali 700 km do podpostaje, kjer imamo, in morda še celo s to odpadno toploto segrevali vodo v bazenu na Mariborskem otoku, ki jo zdaj ogreva samo sonce in je temu primerno premalo uporabljan. Iščemo druge alternativne vire, en kotel za biomaso že imamo, drugega načrtujemo. Naredili smo tudi toplotno črpalko v Dravi pri pristanu, se pravi, ampak to so na skupne potrebe mesta in predvsem to, kar se nam zdaj kaže in kar sem zelo vesel, da mesto ponovno raste, moramo mi tudi malo se vprašati, kaj bo, ko pa to mesto iz današnjih 115 000, upam, šlo enkrat na 130, 140 in kje bomo takrat energetsko, ne? Ker vsi ti ukrepi, ki so, samo malo blažijo, da če res zaropota, tako kot je, ko ni bilo plina, naenkrat pa nismo vedeli, kaj bo tisto zimo, ko je se začela vojna, drugi del v Ukrajini, ali pa sedaj, ko se sprašujemo, če bo avtobusi vozili, pa koliko bo to stalo, ne? Če vsaj en del elektrike, smo pa videli, ne vem, na Iberskem polotoku, kaj je bilo, ko jim je omrežje padlo, pa ti telefon ni delal, pa si mislil, ne, nisi mogel več niti plačati, niti dvigniti denarja, niti iti na avtobus. Ne, elektrika bi nam delala. Mislim, mi bi lahko podprli noter. Za trenutek vrnem prej, ko sem Čisto spraševal elektriko bi dobili ven od sežigalnice. o prihrankih pri ravnanju z odpadki, ste odgovorili z ceno gate fee-ja. A lahko ta prihranek konkretizirate bolj poprečnemu Mariborčanu jasno, ker cena gate fee-ja v primerjavi z sedanjo ceno mu ne pove nič. Koliko bo cenejše ravnanje z odpadki, po vašem mnenju, po izgradnji sežigalnice? Glejte, to je v In tem koliko toplote? V tem trenutku je zelo nehvaležno napovedati ceno, kaj se bo zgodilo čez 7 let, ne? Ampak izkušnje, v bistvu podatki iz feasibility study in investicijskega programa, katere smo naredili SWOT analizo pred različnimi kriteriji, v bistvu jasno izkazuje, da je ekonomsko projekt vzdržen, še posebej zaradi tega, ker gate fee določa država, s katera se zavezuje z državno gospodarsko javno službo. Zdaj, Mariborčani bodo na referendumu tehtali med zdravjem in med ceno. To bo nekje na tehtnici, ko se bojo odločali o projektu, ne? Torej, koliko jim bo prinesel prihranka in pol bo rekli, se splača z primerjavi z Jaz se pa s tem ne strinjam. Jaz mislim, da se mi ne bomo odločali in se ne bi smeli odločati med zdravjem ali ne, zato ker jaz sem prepričan, da ne Kopenhagen, ne London, ne Madrid, ne Malorka tako rasli, kot rastejo, in cene nepremičnin in tudi gradnje v neposredni bližini novih sežigalnic, če bi to bilo tako škodljivo, ker mislim, da oni niso nič bolj neumni od nas. Se pravi, mi danes mi se bolj bomo tehtali, ali bomo z strahovi in pomisleki, ki jih imamo, če jih bomo znali skomunicirati. En podatek je, na primer, da je torej neodvisni evropski pregledi kažejo, da današnje sežigalnice v Evropi prispeva manj kot 0,2 vseh industrijskih izpustov dioksinov v EU. Vse skupaj. Vse one, ki so pa, mi smo taki mali lilipotanec s temi našimi 30 do 50 tisoč tonami, to smo se pogovarjali z dobavitelji, so se najprej skoraj smejali, ker se resne stvari začnejo pri 200 tisoč tonah, ne, tako vsaj. Vi trdite tudi, da bo zrak v Mariboru boljši, ker boste priključili individualne kurišča, ki so pa večji problem. Ko bo projekt popolnoma uspel in ko bomo odšteli in samovžige in priklope in druge in dali to v skupno maso in še tisti CO2, ki ga pač proizvajamo, kot tovornjak tu štarta, pa tudi če bomo nekoč električno, mora to električno energijo nekje proizvesti in to nekam vozi, ko bomo vse to dali v bilanco, bi morali mi tudi, kar se tega tiče, vsaj na istem, če ne na boljšem. Kako pa vi odgovarjate na to? Mislim, po eni strani nas ravno to skrbi, ker v tujini imamo celka primerov, kjer so sežigalnice zgrajene po brefu, best available technology, imele težave s prekoračitvami teh izpustov in so se, ne vem, včasih šele leta kasneje ugotavljali, recimo v Amsterdamu je ena zelo velika AEB, učni primer, dostkrat katastrofični rezultati včasih. Ali pa mogoče Harlingen na Nizozemskem, kjer so ugotovili, zato ker so delali tudi študijo prej, pa potem biomonitoringa, vsebnost v mahu, v jajcih, da se da prav zaradi zgradne sežigalnice dokazati
3-kratno preseganje vsebnosti je bilo v jajcih. Na primer. Ampak zdaj imamo podatke konkretno za Maribor, ki pravijo, da so individualna kurišča po zimi največji problem, kar se Seveda, še to bi rad dodal, ker eno je problem prašnih delcev, velik, je zdravstveni problem, dioksini, furani, druge take policiklične aromatske spojine so pa bolj problematične z vidika, ker so obstojne, se nabirajo, torej tudi če so majhne količine, se čez čas akumulirajo. Ali fizično v tleh, na rastlinah, ali pa pač tudi bioakumulirajo v nas in so toksične precej nižjih koncentracij. Zdravniki jim pravijo, da so non-threshold spojine, to pomeni podobno kot azbest, kakršnakoli količina je nevarna. Ampak zdaj smo videli, ko je Madžarska zaprla meje in so se zgodile poplave v Avstriji in so avstrijske sežigalnice nehale sprejemati naše odpadke, so se ti začeli pri nas kopičiti, začele prihajati do požarov. In v enem takem požaru se v bistvu sprosti, po trditvah strokovnjakov, več toksinov kot v 30 letih delovanja sežigalnice. Po moje nihče ne zagovarja samo vžiga. Seveda delno je tudi stvar pravilnega skladiščenja, pa mogoče res takih dolgoročnih pogodb, da se izogne do tega. Ampak recimo, če pomislim na velik del tistih požarov, ki jih je bilo pa predtem, je bilo pa samo zaradi neprevzemanja v Sloveniji od embalažnih družb. Jaz vam še glede na podatke, ker to je bil ena izmed stvari, ki me potem najbolj prepričala, pravzaprav 2 vprašanji. V Cistersdorfu, ki je lociran sredi njiv vinogradov v popolnoma zelenem, investicija privatna, ki tudi nič ne daje okolju nazaj, torej ni odjema toplote, samo proizvodnja elektrike, ki so seveda ta monitoring, ki je 24 ur na dan priklopljen na državo Avstrijo, ki to ves čas gleda in v primeru prekoračitve katerega koli od teh parametrov bi se ona itak sama obgasnila takoj, da ne bi, če bi bilo kar narobe pri samem izgorevanju. In takrat sem vprašal, ali, ker tista že stoji, mislim, da približno 10 let, ali bi za današnjo tehnologijo dosegali boljše rezultate kot te, ki bom malo kasneje navedel. In so rekli, da ne, da v sami tej filtraciji in to, da se tu razvoj ni zgodil in da oni nimajo namena menjavati filtrov, ker so že ti pred 10 leti, razen seveda rednega vzdrževanja, tu tehnologija ni šla tako naprej, ker je že bila takrat tako dobra. Je pa pri samih kotlih pa so neki napredki. Ampak zdaj, kar je mene, te številke, jaz ne vidim točno, kateri parametri so, eni 7 jih je, ki jih oni morajo stalno spremljati, vam potem posredujem. In Evropa pravi, na primer, na enem primeru, da jih je lahko 175 teh delcev noter, Avstrija je rekla 100, oni pa jih merijo 50. Naslednji je bil, 1100, Avstrija je rekla 50, oni jih imajo 20. 450 je rekla Evropa. Pa se to lahko zdaj naštevate. Ja. Pa prej vam je glih kolega povedal, da ti ne strašiti z temi delci, kot da so nekontrolirani. Vi pa strašite z tem, da bo sam zdaj vsaki dan požar. Požar se dogaja zaradi tega, kako je bilo rečeno, ker je nepravilno skladiščenje. Mislim, če strašim, jaz samo povem, kaj se dogaja. Kaj pa vi boljše veste. Ti delci, ki se zdravniki govorijo, da ti delci se ne dajo meriti, da minimalne količine teh delcev ni. Minimalne količine, ki bi bila za nas sprejemljiva, ni. To je en problem, ki tukaj nastaja. Ker vi ste lahko, gledajte, gospod Felan je lahko sevanju nekega, da gremo na neke bolj take egzaktne stvari, nekemu sevanju je lahko 5 minut izpostavljen, vi ste lahko 15, jaz pa 30, pa sem mogoče jaz bolj imun na to, pa bom jaz najdlje to prenašal, gospod Felan, pa najmanj pa bo prej temu podlegel. Ampak, lahko nekaj vprašam vas, gospod Krajnca, pri individualnih koriščih pa vse te spojine ne nastajajo. Te nastajajo samo v sežigalnici ali kako? Zelo različno, seveda, če doma ljudje kurijo svojo embalažo, trdo plastiko, podobne strupene stvari nastajajo. Laše jaz malo to zdaj. Poglejte, mi imamo celo vrsto različnih študij in delimo študije na stare sežigalnice, tiste, kaj so bile 50-70 letih, in imamo študije, katere so vezane v bistvu na nove obrate, katere v bistvu tudi evropska regulativa strašno povečala v bistvu zahtevnost oziroma znižala te emisijske parametre. In zadnja recimo taki študij je bila v južnokorejskih znanstvenikov, katerih so
naredili meta-analizo 11 različnih študij, katerih načeloma niso ugotovili nekih korelacij z vplivom energijske izrabe odpadkov. Vsi, ki delajo analizo, imajo pa en velik problem, se pravi, da je še vedno premalo podatkov in da podatki, kateri so na starih tehnologijah, so bistveno različni kot tisti, kaj so na novih tehnologijah. Zagotovo. In tisto, kar se zdaj pogovarjamo, mi se pogovarjamo in tudi načrtujemo objekt, ki naj bi stal, ki naj bi bil up to date čez 7 let. Regulativa se spreminja, načini čiščenja dimnih plinov so bistveno napredovali, navsezadnje sistemi izgorevanja, da je čim manjša, da je čim boljše izgorevanje, čim manj različnih oksidov in ostalih, so se bistveno popravili. In še ena zelo pomembna stvar, kar pa je unikatna za Slovenijo. Mi mešane komunalne odpadke mehansko obdelujemo. Mi iz mešanih komunalnih odpadkov, ki grejo potem na nadaljnjo energijsko obrabo, odstranimo vse, kar je možno umetnega, se pravi polimere, vse v kompletu, in če nimaš ti v bistvu teh produktov, osnovne produktov, potem je sistem izgorevanja kvalitetni, če nimaš osnovne surovine, da je imel velike koncentracije v bistvu teh snovi v okolju. Zato pravim, že pri novih napravah, tudi tisti, ki delajo z novo tehnologijo, v bistvu ni zaznati, da bi ti novi objekti vplivali na okolje. Če pa gledamo to, da naši različni osnovni material, če gledamo pa še malo širšo sliko, se pravi, da širimo sistem toplotnega ogrevanja, se pravi, da v bistvu izločujemo individualna kurišča, izločujemo druga kurišča, ki niso pod nadzorom, pa bo zagotovo študija, v bistvu tudi katera v bistvu ustvarja oziroma pripravlja fakulteta energetiko pozitivno. Ste odlikani? Mislim, zagotovo uvajanje toplovodov ali pa širjenje tega omrežja izboljšuje kvaliteto zraka z vidika emisij ogrevanja samega. Ampak sežigalnica sama je tudi velik generator tudi prašnih delcev. Zdaj je tudi seveda ostanek pepel, običajno v bistvu z težkimi kovinami onesnažen, kam s tem ostankom? Ja, pri pepelu je tako. Imamo v bistvu del pepela, katerega lahko odlagamo na naših deponijah, del pepelov, katere pa v bistvu onesnažijo z težkimi kovinami, v bistvu celotna Evropa ima odjemna mesta, se pravi, to so praviloma zapuščeni rudniki soli. Se pravi, ko smo pridobivali ponudbe in ko so se pogovarjali z potencialnimi prevzemniki in v bistvu tudi z našimi kolegi iz Celja, pravi, da na prevzemni strani v tem trenutku ne vidijo nekega podleja in tudi neki, recimo, srednjeročne prihodnosti. Ampak tu bomo v nekem deležu še vedno odvisni od tujine, če bomo že ostalo uredili z... Delna odvisno sigurno stane, ampak bistveno manjša, kot smo recimo izpostavljeni zdaj, in v bistvu še drugo, se pravi, varnostno tveganje pri pepelih je bistveno manjše kot pri organsko zelo aktivni lahki frakciji. Gospod župan, s sežigalnicami v Mariboru in Ljubljani država v bistvu ne rešuje samo lokalnega, ampak državni problem odpadkov. Zakaj torej tako politično kot finančno breme v praksi v celoti nosita Maribor in Ljubljana v tem primeru? Celje je recimo izkoristilo priložnost, pa je to naredilo sežigalnico še z evropskimi sredstvi, kot to bilo še možno. Takrat, če nisem bil župan, ker bi mi to tudi, glede na to, kaj zdaj vse izkoriščamo, državne in evropske vire, prav gotovo že takrat naredili. Kar se tiče samega prispevanja države k državni gospodarski javni službi, kamor smo mi odgovorno samo se prijavili, da bi malo pomagali Sloveniji, malo pa seveda svojo izpostavljenost, glede na prej povedano, kot sem že, da ne bom še enkrat vroče vodi in vse ostalo, se seveda želimo, da bi država tukaj v naslednji fazi nam pri tem tudi pomagala ali subvencionirala ali en del teh bremen prevzela, kjer so ta bremena. Ne govorimo o investiciji 500 evrov milijon, ko tudi če ne gre vse v redu, v mesto šlo naprej. Ta investicija je za Maribor, za naš holding, za celotne finance
tako pomembna, da nikakor ne smemo postati talec ali da to postane cokla, ker bi potem postala cokla celotnega razvoja. In tukaj računamo, da na to, glede na razpis, kako je zastavljen, da bomo sedaj v pogajanjih prišli od tega, da bo matematika dolgoročno sprejemljiva, ker bo tak test, bojo bankiri, ki bojo povedali, ali so tveganja dovolj nizka, da bodo sploh se strinjali s tem, da nam to financirajo, in potem bomo prišli do tega, da bomo v finančni konstrukciji videli, koliko je to breme za mestno občino, dolgoročno razvojno, in če bo to vse zaprlo, vse naše druge razvojne potenciale, to se ne sme zgoditi, in tukaj seveda upamo na pomoč ali pravzaprav partnerja države, ker delamo, kot rečeno, državno gospodarsko javno službo samo na naši lokaciji. Zdaj, s podobnimi... Kar se meni tiče, če bi mi že nekje imeli, če bi Celje bilo dovolj veliko, pa da bi mi samo do Celja morali to peljati, pa bi se oni še ceneje greli, jaz s tem ne imam problema. Zdaj, s podobnimi argumenti sta občina in Snaga kakih 10 let nazaj upravičevali investicijo v izgradnjo sortirnice, pa vemo, kako se je ta končala z kreditom, ki se ga še odplačuje danes, ne? Kako naj vam torej zaupamo, da boste ta projekt, če bo do njega prišlo, izvedli ekonomično, transparentno, brez korupcije in pa z dejansko pozitivnimi učinki za Mariborčane? Odlično izvešče, gospod Celan, ravno za to nasedlo investicijo in sortirnice sem se ukvarjal prvi 2 leti in smo tako uspešno rešili, da danes deluje in ima še vedno večji potencial, če bi lahko obratovalno dovoljenje razširili iz 8 ur na vsaj 16, kar si tudi prizadevamo, in o sortirnici se več ne govori, kar pomeni, da deluje, in prav gotovo bi za to ekipo in za temi strokovnjaki, ki so tako na področju energetike, kot gospod Martinčič, ostali z univerzami, ki tukaj vsi skupaj delujemo zelo odgovorno, verjamem, da bi ta projekt zastavili tako, da bi lahko bili dolgoročno na njega ponosni. Gospod Krajnc, gospod Magdič, ali obstaja kombinacija, ne vem, neodvisnega monitoringa, prometnega režima, sprejemljivejšega zdravstvenega nadzora, ki bi vas prepričala, da je sežigalnica vendarle sprejemljiva? Mene osebno ne, dolgoročno, ker se prizadevamo za prehod v krožno gospodarstvo, neko družbo učinkovite zveri, ki jih ne uničuje, ampak jim ohranja vrednost. To ne vidim kot nekega dolgoročnega 30-letnega projekta, ki bi imel kakršenkoli smisel. Poleg vseh teh skrbi okrog zdravja, ampak seveda, glede na to, da imamo kapacitete v Evropi, da te količine in kapacitete dejansko še rastejo in da je nekje to vseeno že sprejeto za sprejemljivo, se meni zdi najbolj logična rešitev, da nadalje uredimo bolj konkretno ta izvoz, da ne bo tako volatilen in nepredvidljiv, in se odrečemo vsem tem negativnim eksternalijam, ki jih sicer prevzamemo nase. Ampak, a ni to samo prelaganje v bistvu zdaj na nekoga drugega? Te odpadke ustvarimo mi, rešitev pa je, da jih izvozimo, pa se z njimi ukvarja nekdo drug. Seveda, to ni celotna rešitev. Rešitev je, da delamo na tem približevanju, zmanjševanju količin odpadkov, boljšemu recikliranju, boljšemu izločanju in podobno. Pa seveda dajanju izdelkov takih na trg, iz katerih ne bojo nastali problematični odpadki, že v osnovi, ampak ne vem, tudi z samim recikliranjem, za samo pripravo na ponovno uporabo nismo samo zadostni v Sloveniji. Zakaj bi bil to argument samo pri odstranjevanju? Tudi, ne vem, pridelavo hrane v končni fazi nismo samo zadostni. Zakaj bi imeli ene kriterije tle take, tam pa take, se mi zdi malo dvolično po svoje. Gospod Magdič, bi vas zadovoljil kakšenkoli nadzor politike, neke transparentne? Ne, zato ker enostavno tako kot je že povedal, gospod Krajnc, mi tukaj se problema lotevamo na končni strani, namesto da bi se ga lotevali na začetni strani, ne, pri nastanku tega. Ne. To je ena stvar, druga stvar pa je, mi v Sloveniji govorimo o eni vladi državi, v kateri so vsi ti procesi tako malo v megli. Ne. Redko kateri projekt, ki se je začel za ceno 90 milijonov, se je končal pri ceni 90 milijonov, ne. Tudi v Mariboru imamo kar nekaj takih projektov, ki se vlečejo, pa so potem tak, ne, ker se stvar ponavadi kar duplira, če še nekaj več, ne. In kar se pa samega nadzora tiče, ne, mi tam na Teznu smo
smo s tem nadzorom kar malo tak, fejst razočarani. Ne. Že, Zdaj, to moram reči, Ja. ker se skozi govori tezno, sežigalnica bo vseeno de facto stala na Taboru, ne? dobro, je pa to na meji tezna. Ne. Ja, to pa je. Ja, in so prve hiše, tezenske hiše so bliže, kot pa te na Taboru. Ne. Pa tudi niso čist v neposredni bližini, ne? Ja, 300 metrov. ja, no, se ko pa 300 metrov Ja. je danes. Ne. Mislim, No, ampak recimo v Kopenhagnu na Dunaju pa še kje imamo v centru mesta, ne, sežigalnico. ja, Stanovanjski blok se- objektov. v centru mesta jih ni, ne. Takrat, ko se je gradila, ni bila v centru mesta, ne. To je treba malo razumeti, ne. Saj mi bi se tudi radi širili, ne. Pa bi radi tam, ne. Pa imate zraven poslovno cono, kjer je 4000 ljudi zaposlenih, pa 500 metrov stran od sežigalnice so 3 vrtci, pa sta 2 šoli oziroma 3 šole. Zdaj, kakšna pa bi bila vaša rešitev, če ne sežigalnica? Kako rešiti ta problem z odpadki, ki ga torej imamo v tem trenutku? Rešitev zdaj trenutno je izvoz v tujino, cena odvisna od prevzemnikov. A bi vas recimo prepričalo, če bi Avstrijci še zaprli naš trg, pa bi cena poskočila pri nas še za dodatnih 100-200%? Mislim, da se v Sloveniji na inštitutu Jožef Štefan imajo že neke glave, ki se spopadajo s temi problemi, ne. In če bi mi toliko volje, pa energije, pa denarja dali znanstvenikom, pa tem inženirjem, ki se s tem ukvarjajo, pa bi njihove ideje upoštevali, bi verjetno prej prišli do kakšne pametne rešitve tudi za Slovenijo, kot pa da se lotevamo nekaj, pa nekaj bomo zdaj. Če se že menimo o tem, ne, koliko od tega znanja, ki bo prišlo tu sem, koliko je slovenskega. To boste celo fabriko, kaj je vse. Ja, vse do zdaj naredil. Cela, ne, o sežigalnici se menimo, O tehnologiji, o verjetno ne. tehnologiji. Ja. Ne. Vse avionov pa tam. Pa tudi, ko se menite Avto. ko se menite, prej ste dosti govorili o toplovodu, ne? Ja. Koliko pride danes eno individualno gospodinjstvo, da se priključi na toplovod? Koliko bo ta cena? Govorili ste o širitvi. Če bomo toplovoda. širili in če bomo imeli cenejši vir, bo sigurno cenejša kot je danes. O tem danes ravno govorimo. Ja, ne samo toplovod, ne samo tisto, kar bo energija potem prišla, ampak koliko bo Saj priključek. priključek. Vse v Olinu vedno gledamo, ne, na neko obdobje. Namesto si sam kupiš plinsko peč in plačaš za njo to plus servis plus plin, koliko te v dobi tvojega bivanja No. na zemljici. Imate kako izračun, Imamo, koliko ja. bi enega za mene, da jaz rečem, ja bi računal na toplovod, koliko Ceneje mene bo. pride. Izračun bo narejen, da bo ceneje, kot če bi si kupili plinsko peč. Glede, jaz si ne plinske peči kupil, jaz imam toplotno črpalko, ne? No, pa dajmo tudi na toplotno črpalko. Pa se malo bolj tako, pa rečem, dajmo to, ne? Jaz imam tudi že 20 let, pa sem že vmes dvakrat moral menjati. Ne? Ja, Pa sem tudi mislil, kako pa. vse tudi to, kar je od toplovoda, se mora menjati, ne? Glede, da se vrnemo na to vprašanje, v tem trenutku pa za vsem tem, kaj se dogaja okoli tega, mi temu ne zaupamo, ne? In smo bili že večkrat pripeljani ženi preko vode in ne verjamemo, da bo tudi nadzor pol taki, kot bi moral biti. Verjamemo zdravnikom, da ti strupi, ki bojo šli v okolje, pa tudi to, kar se bo z kamioni vozilo, da bo to vplivalo na naše zdravje. Verjamemo ekonomistom, da bojo potem naše nepremičnine tam v okolici dosti manj vredne. Ne? To so vse podatki, ki jim verjamemo. Ne? In če pogledamo ustavo, ne, vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu je v zvezi z upravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa lokalne skupnosti, saj javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. Oškodovanec ima pravico, da skladu z zakonom zahteva povračilo tudi za neposredno tistega, komu je škodo povzročil. Torej, mi bomo tam, ki smo tam v okolici, ampak tu se spet vse samo kao na tezno se budimo, pa ni res, vse to bo imel vpliv na celi Maribor, pa na celo Dravsko dolino. Ne? Se lahko jaz mogoče malo to vključim. Glejte, zelo bi si želeli, da ohranimo strokovni nivo razprave. Ne govorimo o ničem, kaj bo, če bo, ampak da gremo na osnovi argumentov. Ne? Tudi, ko se pogovarjamo o zdravju, o vplivu v bistvu novega objekta na okolje, pa na zdravje ljudi. Ne? Se pravi, potem treba
pregledati strokovne literaturo, strokovne članke, kaj se dejansko raziskuje, kaj lahko pričakujemo, pogledati v bistvu tudi elaborat o projektiranih vrednostih emisij v okolje, ne, in tudi zdravniki, da pridejo z njihove strani, se pravi, na osnovi česa so določene trditve. Še enkrat ponavljam, se pravi, zelo jasno je znano, tudi vse posod je zelo poudarjeno med raziskovalci. Ene so študije, katere so bile delane na napravah iz 50-ih, 70-ih let prejšnjega stoletja, drugo je pa današnji nivo tehnologije in predvsem ekologije. Zlasti Evropa je vodilna v svetu, ki ima izredno restriktivne standarde za emisije v ozračje, in v Dunaju ne govorimo o eni sežigalniki, sedaj govorimo o 4. Ne, Evropa jih ima 500. Ne, se pravi, mi ne izumljamo neke tople vode. Ne. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti, da 50% energije z odpadkov spada med obnovljive vire energije in je CO2 nevtralno. Se pravi, mi za tem, ko bi šli v ta objekt, na eni strani ne bomo bistveno vplivali na okolje, ne bo se znižala cena nepremičnin, ker to je primer dobre prakse v ostalih večjih mestih. Tako ste rekli, včasih so bile določene objekti na robu mesta, sedaj so pa obkroženi, se skozi v centru mesta, se pravi, ni dobenega razloga, nekateri ni motilo, se pravi, da bi se tam naselili, ampak grejo predvsem za to, se pravi, poskušamo izkoristiti, ne, se pravi, uredbo, javni razpis, potrebe države, potrebe Mariboru po novih tehnologijah, in preko novih tehnologij, se strinjam, pridobimo tudi marsikaj novega znanja, delamo v korist občanov, znižamo cene odpadkov, imamo zmerno količino ali pa znižano ceno toplotne energije in predvsem odpadki so naša skrb. Ja, počasi bi morali zaključiti. Več kot očitno je, da stališč ne boste zbližali. To je bila večerova razprava o gradnji sežigalnice pred referendumom, na katerem bomo o tem vprašanju Mariborčani verjetno odločali 21. junija, to bo znano torej ta teden. Ne? Upam, da smo z razpravo vse malo pripomogli k vaši bolj argumentirani odločitvi. Hvala lepa.